Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril zopet v imenu Stranke za zdravo družbo kot njihov kandidat za državni zbor, in sicer na temo mladi in sociala. Stranka za zdravo družbo želi omogočiti razvoj podjetniških idej mladine, kot se tudi že v Sloveniji pozna pod imenom startup scena. V Mariboru recimo glede tega deluje tovarna podjemov in pa Mariborska razvojna agencija. In tudi jaz sem se k njimi pridružil pred nekaj leti, ko sem začel razvijati neko svojo podjetniško idejo. Potem želi stranka zagotoviti mentorstvo mladim, in sicer povezovanje z starejšimi izkušenimi mentorji. Tudi na tem področju je Zavod Y že začel z projektom na spletni strani mentorstvo.si, torej spletnim portalom, na katerim se lahko kakršenkoli mentor prijavi in ponudi svoje znanje. Potem pa se lahko mladi, ki potrebujejo podporo, tudi registrirajo in potem izberijo kakšnega izmed teh mentorjev, da bi jim svetoval. Ta portal žal trenutno ni kaj dosti učinkovit, ker je zmanjkalo sredstev za njegov razvoj, in zato bi bilo fino, da se tak mentorski projekt še naprej razvije do te mere, da bo res učinkovit. V številnih družbah so starejše osebe zelo cenjene, ker so nosilci izkušenj in modrosti. V naši sodobni družbi pa so precej odrinjeni na rob. V nekaterih skupnostih celo velja tako pravilo, da mladi otroke rodijo, potem pa dajo v vzgojo in izobraževanje svoje otroke starejšim v skupnosti, ki imajo čas, da se jim posvetijo in jih naučijo raznih življenjskih modrosti. Stranka za zdravo družbo tudi želi zagotoviti asistenco invalidnim osebam, zgraditi razne centre, kjer bi dobili ustrezno podporo. Invalidi so danes precej zapostavljeni v družbi, zelo malo je infrastrukture, ki bi bila njim po godu, zlasti za tiste, ki imajo težave z gibanjem, ki so slepi, ki so na vozičkih in tako naprej. Skratka, Stranka za zdravo družbo misli na vse starostne skupine, želi zagotoviti, da bi se celotna družbena struktura podprla na vse možne načine in da bi se ustvarila sinergija med njimi. Če vam je program Stranke za zdravo družbo všeč, potem vas vabim, da 3.6. na volitvah za državni zbor glasujete za to stranko. Prepoznali jo boste po oranžni barvi in po tem čudovitem logotipu. Hvala za posluh in nasvidenje.